Spoštovane dame, spoštovani gospodje, spoštovane ekscelence. Današnja razprava Slovenskega društva za mednarodne odnose je namenjena razumevanju oziroma pojmovanju Zahoda. Zahod je v medijih omenjen kot nekaj samoumevnega, kot nekaj, kar vsi razumemo in vemo, kaj in kdo konstituira Zahod. In to Zahod z veliko začetnico. A res vemo, za kaj gre? O tem bo danes govoril veleposlanik Bojan Globovšek, zaslužni predsednik našega društva, veleposlanik na Poljskem, v Argentini, v Švici, predtem pa zunanji politični komentator za slovenske medije. Bojan Globovšek je tudi avtor več knjig, naj omenim dve odmevni: Zakaj Slovenija ni Švica in mislim, da je to zadnja, Trst, Ljubljana, Dunaj in širni svet. Razpravo bom povezoval Marjan Šetinc, predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose. Preden predam veleposlaniku Globovšku besedo, si bom dovolil par stavkov. Kot je običajno v znanosti, si je tudi pri vprašanju, kaj je Zahod, potrebno zastaviti nasprotno vprašanje, kaj Zahod ni. Oboje pa zahteva resen razmislek in analizo. Torej, razmerje med Zahodom in Vzhodom je moč pojasniti po večjih kriterijih. V mednarodnih odnosih nam najprej pride na misel hladna vojna, še posebej generaciji, ki je tedanjo konfrontacijo med Vzhodom in Zahodom doživela. Kot sem zapisal že v vabilu, je hladna vojna po drugi svetovni vojni jasno začrtala geopolitično delitev na Vzhod in Zahod. Neopredeljene pa kot neuvrščene, med katerimi je enega pomembnejših položajev zavzemala Jugoslavija. Lahko bi rekli, da smo tedaj imeli tripoljno delitev sveta. V letu 1989 in padcu Berlinskega zidu se je zdelo, da se je ta delitev zabrisala. Zahod je prevladal je zahodni kapitalistični model. Zato se je umestno vprašati prav o tem, kaj piše v naslovu današnje razprave. Kaj je bil Zahod včeraj in kaj je Zahod danes. Veleposlanik Bojan Globovšek, prosim, beseda je tvoja. Lepa hvala tudi vsem vam, da ste prišli v tem dežju. Začnimo. Tako kot marsikdo druga v tem prostoru, sem rasel, živel v času hladne vojne. Beseda, pojem Zahod je bil takrat nadvse pogost, bodisi v medijih ali pa drugače. Po padcu Berlinskega zidu sta pojem beseda Zahod za dolgo časa kar nekako poniknila in izginila iz vsakdana. Začela pa se je ponovno in pogosteje pojavljati, rečemo pred nekaj leti, še posebej v zvezi s konfrontacijo Zahoda s Kitajsko in z Rusijo. V zvezi z nekaterimi pojavi, dogajanji znotraj ZDA, pa tudi znotraj nekaterih drugih razvitih držav in v zvezi z občasnimi finančnimi in gospodarskimi krizami ter nekaterimi političnimi pojavi kot populizmi in tako naprej, so se začela občasno pojaviti tudi ugibanja o eventualnem hitrem zatonu Zahoda ter o njegovi fragmentaciji. Prav v zadnjem času in v zvezi s sorazmerno dokaj kompaktno reakcijo nekaterih zahodnih ustanov par excellence, kot je NATO in EU, na rusko invazijo Ukrajine in na vojno v Ukrajini, pa lahko beremo in slišimo o ponovni integraciji Zahoda. Tema o Zahodu včeraj in Zahodu danes se zdi skratka vse bolj zapletena. Gre namreč za kompleksno večplačno tematiko in priznam, da sem v določenem trenutku obžaloval, da sem sam predlagal to temo za naše društvo. Pojem Zahod ni zgolj zemljepisni pojem, ima tudi civilizacijsko, ideološko, kulturno, religiozno, geopolitično, varnostno, vojaško konotacijo in vse te konotacije se prepletajo, so povezane. Pomembnost posamezne konotacije pa se spreminja v času in v prostoru. Živimo pa v
dokaj volatilnih časih. Prav o tem in o tem, da se je percepcija tega, kaj naj bi Zahod tudi menjala in da se je spreminjala, so se nedavno pogovarjala s prijateljem, že iz gimnazijskih let, ki je kasneje kot bančnik naredil kariero na Zahodu, postal tudi član znamenite Trilaterale in, če se ne motim, je z nami v tem prostoru. Skratka, spominjala sva se, kako so v sredini ali pa na začetku 70-ih let prejšnjega stoletja raznim tako imenovanim zahodnjakom s prstom na zemljevidu Evrope kazala, da leži Ljubljana zemljepisno zahodno od Dunaja. Pri dokazovanju, da Ljubljana, Slovenija, ni vzhod, da smo pravzaprav zahod, so navajala eno izmed bolj znanih, bolj tradicionalnih definicij Zahoda, in sicer Zahodu, zahodni civilizaciji naj bi pripadali narodi, ki večinsko sodijo v zahodno krščanstvo, se pravi katolicizem in protestantizem, in na razvoj katerih sta pomembno vplivala renesansa in reformacija. Po teh kriterijih naj bi Slovenija seveda sodila v zahodno civilizacijo. Vendar to zahodnih sogovornikov praviloma ni prepričalo. Zanje je bila Avstrija z Dunajem vred zahod, Slovenija pa ne. Deloma seveda tudi zato, ker je Jugoslavija, katere del smo takrat bili, večinsko sodila v orbito vzhodnega krščanstva, pravoslavja, pa tudi islama, tudi to. Predvsem pa je bilo v Evropi, pa tudi drugod po drugi svetovni vojni, in kot že povedano, povsem v ospredju ločnica med dvema politično-gospodarskima sistemoma, med dvema politično-gospodarskima ureditvama. In ta ločitev se je odražala tudi v konfrontaciji med dvema ideološko-vojaškima blokoma. Vzhod je bil sinonim za plansko socialistično gospodarstvo, za komunizem, za avtokratski politični sistem, kjer je bila vodilna vloga prepisana eni sami stranki, se pravi komunistični stranki. Zahod pa je bil sinonim za kapitalizem, za tržno gospodarstvo in za parlamentarno demokracijo. V vseh državah Zahoda sicer ni bilo parlamentarne demokracije, nekatere so dolgo bile diktature še po drugi svetovni vojni, primer Španija in Portugalska. Dejstvo pa je, da je bila parlamentarna demokracija in politični pluralizem v vodilnih državah Zahoda, kot bi v slovenskem zunanjem političnem novoreko rekli v jedrnih državah Zahoda. Padec Berlinskega zidu in kot povedano in politično-gospodarski razvoj v številnih nekdanjih socialističnih državah, ki je padcu zidu sledil, na nek način simbolizirajo zmago Zahoda nad Vzhodom. Bila je to zmaga kapitalizma nad socialističnim sistemom. Velik del nekoč socialističnih evropskih držav je želel, da postane del Zahoda in se včlani politične, gospodarske, varnostne, vojaške organizacije, kot smo rekli par excellence, kot sta NATO Zahoda, NATO in Evropska unija. Da bi njihove države postale članice Evropske unije in NATO, je sanjala, si želela na vzhodu večina, tako kot je večina sanjala in si želela, da bi njihove države postale Zahoda. Govorimo o Zahodu, zahodni civilizaciji s pozitivnim predznakom. Ob tem bi pa še nekaj dodal. In to je nekaj, o čemer se pravzaprav niti dosti ne govori. Namreč ta ločnica med Vzhodom in Zahodom v Evropi je obstajala že pred hladno vojno. Ta prostor, imenujemo morda med Nemčijo in med Rusijo, je bil, obstaja nekaj izrazov v nemščini Rest Europa, ostanek, ostala Evropa, zwischen Europa, nekaj vmes, nekaj amorfni prostor, ki ni čisto prava Evropa. In tem se mora ni toliko govorilo, ampak gotovo je bila to ena velika satisfakcija. Ne vem, kako je bilo ravno čist pri nas, ampak gotovo kje na Madžarskem, na Češkem, Poljskem, etc., da je z včlanitvijo v Evropsko unijo še posebej prišlo do uradnega, imenujemo, priznanja, da je to tudi Evropa, tista z pozitivnim predznakom, z veliko začetnica. Zdaj smo pa pri definicijah. Naprej. Če zahodno civilizacijo, poenostavljeno seveda, enačimo z Evropo in z njenimi kulturnimi civilizacijskimi podaljški, to pa so Severna Amerika predvsem, Avstralija,
deloma tudi Južna Amerika. Lahko seveda ugotovimo, da so v preteklosti nekatere druge civilizacije po ravni svoje civiliziranosti, po ozemlju, bogastvu, vojaški moči, po umetniških in znanstvenih dosežkih v določenih obdobjih prekašale Evropo in zahodno civilizacijo. Tem ni dvoma. Govorimo konkretno za Bizanc, Kitajska, islamski svet. Zgodovina zahodne civilizacije zadnjih stoletij je tudi polna temnih plati in številne temne plati še obstajajo. Je pa zopet tako, da so se vse velike politične ideologije 20. stoletja s fašizmom vred so produkt zahodne civilizacije. Po drugi strani pa zopet, in to se mi zdi treba le poudariti, lahko ugotovimo, da je bila zahodna civilizacija bolj kot katerakoli druga civilizacija v preteklosti in v sedanjosti uspešna gospodarsko, politično, vojaško, v znanosti in v tehnologiji. Bila je uspešna pri izboljšanju splošne dobrobiti in blaginje posameznika, kar vključuje tudi zdravje, dolžino življenja, socialne in politične pravice posameznika, človekove pravice. Posebej velja tudi poudariti, da je bila zahodna civilizacija bolj kot katera druga civilizacija uspešna pri uveljavljanju pravne države in vladavine prava. V zadnjih 100 in več letih so ostale druge civilizacije posnemale prav zahodno civilizacijo. V končni fazi, tako malo, če salopno to povem, kitajski predsednik Xi Jinping hodi, pač je oblečen v zahodno obleko, za njim je napisano, da gre za kongres komunistične stranke in v končni fazi marksizem in komunizem, kitajsko tudi prišla iz Zahoda. Ameriški sociolog in ekonomist Francis Fukuyama je do 91. dvignil veliko prahu s knjigo Konec zgodovine in zadnji človek, The End of History and the Last Man. V njej je napovedal, če poenostavimo, globalno razširitev zahodne civilizacije v pomenu globalne razširitve liberalne demokracije in prostotržnega kapitalizma. Globalno, posod. Danes, 30 in nekaj let, po izidu njegove knjige, lahko ugotavljamo, da do te širitve v širokem obsegu, se pravi liberalne demokracije in do demokracije, sicer ni prišlo. So nekatere države v tem obdobju dosegle visoko raven demokratičnosti. V Aziji sta to na primer Južna Koreja in Tajvan. Japonska pa se po standardih demokratičnosti že dolgo uvršča v bok najbolj demokratičnim tradicionalnim zahodnim državam. Čile, ki je bil nekoč sinonim za krvavo diktaturo, je danes prav tako demokratična država. Po padcu Berlinskega zidu je prišlo do padca apartheida v Južni Afriki. Vendar, kot rečeno, pa ni prišlo do nekega zelo širokega pohoda liberalne demokracije nasploh. Čeprav so nekateri pojavi, kot naprimer tako imenovana arabska pomlad, to morda obetali. Gotovo pa je prišlo do pohoda kapitalizma, rekel še posebej izven Evrope, tudi državnega kapitalizma. Prišlo je do gospodarske globalizacije. Simbol tega je Ljudska republika Kitajska. Pred 30 leti Ljudska republika Kitajska sploh ni bila med 10 največjimi gospodarstvi v svetu. 1995 je bila na 8. mestu. Leta 2005 že na 5. mestu. Danes pa se po višini nominalnega BDP uvršča na 2. mesto v okviru globalnega BDP-ja. Delež gospodarstva Ljudske republike Kitajske znotraj globalnega gospodarstva je po ocenah Svetovne banke cirka 17%. Pred 30 leti med tako imenovanimi globalno sistemsko relevantnimi bankami, 30 najpomembnejših bank na svetu, največjimi bankami na svetu, ni bilo nobene Kitajske, danes jih je med temi 30 so 4. Pa vendar in ne glede na ta malodane dramatičen poskok, še posebej Kitajske v zadnjih 30 letih, največje gospodarstvo v svetu so še vedno ZDA. Njihov delež v globalnem BDP, po kriteriju nominalnega BDP, je bil
22. lani 24%. Tam smo rekli 17, 24. Če k temu prištejemo BDP-je tradicionalnih zahodnih držav, kot so Nemčija, Združeno kraljestvo, Kanada, Italija, Španija, Nizozemska, in če še prištejem Japonsko, Avstralijo, BDP Južne Koreje, Tajvana in Izraela, vsota vseh teh BDP-jev je približno 60% globalnega BDP-ja. 60. Mimogrede, delež Indije, katere gospodarstvo v zadnjem obdobju močno, rapidno raste, je bil 22. lani v okviru globalnega BDP cirka 3,5%. Se pa pričakuje, da v naslednjem obdobju gospodarska rast Indije, ki je po številu prebivalcev pred nekaj tedni prehitela Ljudsko republiko Kitajsko, močno rasla in da bo stopnja rasti indijskega gospodarstva v naslednjem obdobju opazno višja od kitajske stopnje rasti. Rekli smo, da med 30 globalno relevantnimi bankami, da so 4 od teh bank kitajske. To, kar zadeva ostale sistemsko relevantne banke, je večina ameriških. Tudi največja globalno relevantna banka, JP Morgan, je ameriška. Sledijo britanske banke, 3 od 30 sistemsko relevantnih bank so japonske, ostale od 30 pa so banke, ki imajo sedež v Kanadi, Franciji, Italiji, Španiji, na Nizozemskem in v Švici. Do nedavnega so imeli Švicarji 2 taki banki, UBS in Credit Suisse, zdaj, kakor vem, prihaja do združitve. So še drugi pokazatelji, ki pa so zelo zanimivi, s katerimi si lahko pomagamo pri napovedi obsege in kvalitete rasti določenega gospodarstva. Med takimi je inovacijski indeks, ki rangira države po njihovih inovacijskih sposobnostih. Naštel bom prvih 15 držav: Švica, ZDA, Švedska, Združeno kraljestvo, Nizozemska, Južna Koreja, Singapur, Nemčija, Finska, Danska. Kitajska je na 11. mestu, nato pa sledijo po vrsti Francija, Japonska, Hongkong in Kanada. Kot dodatno informacijo, med prvih 40 od teh držav so se lani, se pravi po inovacijski sposobnosti, prvič uvrstili še Indija in Turčija. Zelo pomemben pokazatelj, kar zadeva napovedi obsega in kvalitete rasti posameznega gospodarstva, je prav gotovo višina izdatkov za raziskavo in razvoj, znameti research and development. Tu ne gre za številke per capita, temveč nominalno, absolutno vsoto, preračunano v ameriških dolarjih. Zdaleč na prvem mestu so ZDA, zato sledijo Kitajska, Japonska, Indija, Nemčija, Južna Koreja, Francija, Združeno kraljestvo, Tajvan, zopet na 10. mestu je Rusija. Potem pa še sledijo Brazilija, Italija, Kanada, Avstralija, Turčija, Španija, Nizozemska, Švedska, Izrael in Poljska. Nadaljujemo se z seznamom prvih 100 univerz, najboljših univerz v svetu, kot pedagoških in raziskovalnih središč v svetu. Dobra četrtina teh 100 najboljših univerz na svetu je ameriških, 17 britanskih, pri čemer se ameriške in britanske univerze sodijo, vršajo med najbolj elitne znotraj te itak elitne skupine prvih 100. Na 3. mestu je 9 kitajskih univerz, nato 6 južnokorejskih, 6 avstralskih, 5 japonskih, sledijo še Francija, Kanada, Nemčija, Švica, vsaka s nekaj univerzami, ter Singapur, Tajvan, Malezija. Na zadnjem mestu teh 100 je Moskovska univerza Lomonosov. Nadvse zanimivi so še drugi podatki in statistike, ki na primer kažejo, koliko knjižnih naslovov letno izidejo po posameznih državah in v katerih jezikih. To zadevno je premoč Zahoda ponovno preponderantna. In na koncu mogoče še čisto mala kurioziteta. Če kliknemo na ikono Wikipedija, to je čisto lahko,
na našem računalniku, dobimo podatke o številu člankov objavljenih v Wikipediji v posameznih jezikih. In zopet, absoluten primat angleščine, več kot 6 milijonov je takih člankov, na drugem mestu je nemščina z 2,7 milijona člankov, zelo hitro sledi francoščina, skoraj isto, ruščina in italijanščina na vsaka po skoraj 2 milijona člankov, kitajščina in japonščina skoraj ex aequo, po komaj 1,3 milijona člankov, prav tako portugalščina 1,3, arabščina pa manj kot 1 milijon. Če na temelju vseh navedenih podatkov začnemo z nekaterimi zaključki, bi začel z neko, seveda, močno subjektivno ugotovitvijo ali občutkom, in sicer, da smo v kontinentalni Evropi in da so, še posebej v tako imenovanih jedrnih državah EU, karkoli že to pomeni, še vedno dokaj kontinentalno evropocentrični. Malo ne bi rekel, da včasih kar pozabljamo na zelo velik pomen in težo, pa tudi na odpornost in vitalnost angleško govorečih nacij, kot podskupine znotraj Zahoda in zahodne civilizacije. Skratka, ZDA, Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija, dodamo pa lahko seveda tudi Novo Zelandijo. Ta skupina držav ima skoraj toliko prebivalcev, kot jih ima EU, je tradicionalno na številnih ravneh, ne samo jezikovno, močno povezana. In na to nas je mimogrede lani spomnila tudi sklenitev varnostnega sporazuma med ZDA, Združenim kraljestvom in Avstralijo, tako imenovani AUKUS, namen tega sporazuma je seveda zoperstavljanje Ljudski republiki Kitajski. Še posebej v kontinentalni Evropi pa recimo v EU, kot delu Zahoda in zahodne civilizacije, ko gledamo na ostali svet, se mi zdi, da smo v zadnjem obdobju sploh preveč fiksirani na Kitajsko. Japonske že dolgo malo da ne ni na našem radarju, na tako imenovane azijske tigre, kot sta na primer Južna Koreja in Tajvan, smo tudi precej pozabili. Japonska ljudska republika, Južna Koreja in Tajvan imajo skupaj 200 milijonov prebivalcev. Gospodarstva teh držav so povezana, močno, skupaj pomenijo dokaj pomemben delež znotraj globalnega BDP-ja. Vse tri države so močno zaskrbljene zaradi gospodarskih, političnih in vojaških aspiracij Ljudske republike Kitajske. Japonska se odmika od 7 desetletij trajajočega pacifistične politike, Južna Koreja je varnostno že itak močno povezana z Združenimi državami Amerike. V primeru Japonske, Koreje in Tajvana velja posebej omeniti, da gre za demokratične države po najvišjih standardih zahodne civilizacije, tudi po kriterijih spoštovanja človekovih pravic, pravne države in vladavine prava. Zadnji Global Democracy Index omenjene 3 države uvršča v najvišjo skupino. Po tem indeksu so te države full democracies. ZDA, na primer, tudi Belgija in tudi Slovenija, so po kriterijih Global Democracy Indexa, sicer tudi demokracije, ampak s pomanjkljivostmi. Flawed democracies. Japonska, Južna Koreja in Tajvan so danes del Zahoda. Pojem Zahod se danes veliko uporablja, ko se govori in piše o sankcijah Zahoda proti Rusiji in Ljudski republiki Kitajski. Japonska in Južna Koreja sta se pridružili tem sankcijam. Tudi primer Japonske, Južne Koreje in Tajvana kaže na to, bi rekel, da je tista definicija Zahoda, zahodne civilizacije, ki pravi, da so to izključno nacije zahodnega krščanstva, na razvoj kateri sta pomembno vplivala renesansa in reformacija, danes pač v dokajšnji meri tudi anahronistična, zastarela. Malce provokativno vprašanje, kaj pa Indija, ki je vse bolj raščoče gospodarstvo? Po Global Democracy Indexu je Indija demokracija s pomanjkljivostjo. Tako kot ZDA smo rekli in Slovenija. Bomo čez 15-20 let
če se bodo indijske zelo visoke stopnje gospodarske rasti nadaljevale in če bo Indija takrat na Global Democracy Index uvrščena prvo skupino, se pravi med full democracies, bomo takrat uvrščali Indijo v zahod, zahodni blok držav. Vprašanje je seveda hipotetično, špekulativno, tudi malce provokativno. Obenem pa je verjetno vredno razmisleka. Rekli smo, naslov našega razgovora je Zahod včeraj, Zahod danes. Višek svoje moči, svojega vpliva sta Zahod in zahodna civilizacija doživljala ob prehodu od 19. na 20. stoletje. To je obdobje, posebno v Franciji, znano kot La Belle Époque. Mislilo se je, da bo vedno tako, da je vse predvidljivo, v nekem smislu tudi do konca zgodovine. Pa je v veliki meri nepričakovano prišla prva svetovna vojna. Po prvi svetovni vojni je izšla skoraj da takrat kultna knjiga z naslovom Zaton zahoda, Der Untergang des Abendlandes, ki se jo kar često citira. Danes citirajo nekateri, bi rekel, kar malo škodoželjno danes, na levi in na desni. Citirajo predvsem naslov, kajti večina tistih, ki to knjigo škodoželjno citira, bi rekel, te knjige niti videli niso. Knjiga ima 1500 strani in moram reči, ker težko branje. Knjiga je šla po travmatični izkušnji prve svetovne vojne in njen avtor je nemški polihistor Oswald Spengler. Največja Spenglerova odlika pa gotovo je, da je kot prvi opozoril na minljivost zahodne civilizacije. Opozoril je na to, da je zahodna civilizacija minljiv fenomen, ki bo nekega dne doživela svoj zaton, tako kot je živela svoj višek nekoč. V obdobju med obema svetovnima vojnama s pojavom fašizma, nacizma in komunizma, še posebej v njegovi stalinistični enačici, se je zazdelo, da zahodna civilizacija s pozitivnim predznakom rapidno doživlja svoj zaton, celo propad. Pa do tega ni prišlo. Zahodna civilizacija se je po drugi svetovni vojni pod vodstvom in pod egido ZDA izkopala iz ruševin, demoralnih ruševin druge svetovne vojne. In kasneje, kot smo rekli, s padcem berlinskega zidu, saj navidezno doživela svoj triumf. Zaton zahoda, zaton zahodne civilizacije torej še traja. Prav mogoče je, da bo nekega dne prišlo do njenega dokončnega zatona. Vendar je pa res, da so bila obdobja povezana z glasnimi ugotovitvami o zatonu zahodne civilizacije doslej povezana s svetovnima vojnama. Tretje svetovne vojne in to v sedanje jedrskem obdobju bi zahodna civilizacija oziroma v svet verjetno težko preživel. Ko gre za gospodarstvo, smo ugotovili, da je danes ne glede na izreden vzpon Ljudske republike Kitajske in ne glede na vse gospodarske potenciale Rusije in drugih avtokratskih držav, Zahod danes, rebus hic stantibus, še vedno športno povedano, v dobri formi. Države Zahoda, ki predstavljajo nekako milijardo prebivalcev, pravi nekako osmino prebivalstva celotnega našega planeta, po gospodarski moči predstavljajo več kot polovico svetovnega BDP. Svetovni gospodarsko-finančni sistem, ki ga je po drugi svetovni vojni vzpostavil Zahod, se pravi, predvsem ZDA in njeni zavezniki, in ta sistem identificiramo predvsem z mednarodnim finančnim, IMF-om in z Svetovno banko, vendarle še deluje. Delujejo tudi nekateri drugi formalni in neformalni izvodi, kjer ima Zahod odločilno vlogo, besedo, odločilni vpliv na globalno gospodarske in finančne trende. Recimo neformalne skupine G7, OECD tudi morda. Neke alternative tem ustanovom ni ali pa če ni. Seveda obstaja skupina držav BRICS. Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika. Vendar ta skupina, ki sicer predstavlja skoraj 40% svetovnega prebivalstva,
še zdaleč ni tako kompaktna in nima takšnega vpliva na globalni gospodarski in finančni sistem, kot ga ima skupina G7. Sicer pa imata Kitajska in Indija v veliki meri močno divergentne interese, sta veliki konkurentki. Njuna politična sistema se močno razlikujeta. V Braziliji je bil do nedavnega na oblasti desni populist Jair Bolsonaro, danes je tam ponovno predsednik Lula da Silva. Kako bo jutri, ne vem. Bolsonaro je na nedavnih volitvah prejel skoraj polovico glasov. Močno divergentne interese imata tudi Kitajska in Rusija, ne glede na sedanje, saj navidezne medene mesece, ki jih doživljata, ko gre za vojno v Ukrajini. Nova razvojna banka s sedežem v Šanghaju, ki naj bi postala nekakšna alternativa Svetovni banki in IMF-u, je gotovo pomembna ustanova v svetu, vendar še zdaleč in tako vplivna in pomembna, kot sta Svetovna banka in IMF. NATO, ki je izrazito zahodna varnostna, vojaška in ideološka organizacija, se zdi danes ponovno dokaj kompakten. Celo pridobiva nove članice. Na drugi strani ni organizacija, ki bi bila po kompaktnosti, moči in potencialu primerljiva z NATO. Kopica držav, začenši z Ukrajino, bi si želela včlaniti v Evropsko unijo. V celoti gledano je zahodna civilizacija bolj atraktivna kot civilizacija, kot razvojni model, ki ga ponujata Kitajska in Rusija. In Primo televizijo, tudi migracijski, begunski tokovi to potrjujejo. Pauza. Pa vendar. Zahodna civilizacija prav gotovo ne doživlja neke nove belle époque. Ne doživlja in ne preživlja nekega novega lepega obdobja. S tem pač ne odkrivam tople vode in ne odkrivam z ugotovitvijo, da je svet globalno gledano vendarle v krizi. Živimo v svetu, ki je v marsičem veliko bolj povezan kot kdajkoli prej. To se je med drugim tudi pokazalo v času covida. En dogodek, ena sprememba na enem delu sveta lahko sproži številne nepredvidljive dogodke, spremembe in procese na drugem delu sveta. Ob tem bi priporočal tistim, ki jih to zanima, nedavno je šlo knjigo Marka Leonarda z naslovom The Age of Unpeace, z naslovom How Connectivity Causes Conflict, kako povezljivost, povezanost povzroča konflikte. Naprej. Putinova Rusija je z javnimi glasnimi groženjami za uporabo jedrskega orožja prekršila do nedavnega veljavni tabu, da se tega ne počne. Javno. Glasnimi grožnjami. Med značilnostmi obdobja, v katerih živimo, so velika nepredvidljivost, velika volatilnost, na hitro vse mine, kako se izgleda, in neka navideznost, zelo težka neobvladljivost globalnega sistema, občutek, da je svet globalno v tranziciji na številnih ravneh in da je svet v nekem smislu brez orientacije. In to velja tudi seveda za Zahod ali predvsem za Zahod kot vodilno del sveta in vodilno civilizacijo. In s tem pridemo pa seveda k vodilni sili znotraj Zahoda, ki še vedno je, so ZDA. Obdobje predsednikovanja slovenskega zeta, desnega populista Donalda Trumpa je to nazorno pokazalo. To obdobje je v marsičem tudi vrednostno in sicer pretreslo Zahod in pretreslo v svet. Končalo se je celo s poskusom državnega udara s strani privržencev Donalda Trumpa. V času njegovega predsedovanja so ZDA izstopile iz globalnega urejanja boja proti posledicam podnebnih sprememb. Trump je postavil pod vprašaj obstoj NATO in vlogo ZDA v NATO, sprl se je za Evropsko unijo. V Trumpovem obdobju so prišle v ospredju tendence izolacionizma in nacionalizma po vzoru 19. stoletja. Pod vprašaj je bil postavljen strankarsko volilni sistem in sicer za a priorno
negacijo izidov volilnih rezultatov, če ti niso v korist tistega in tistih, ki so na oblasti. Donald Trump ni zmagal na volitvah, državni udar se ni posrečil in poudariti je treba, da je sistem zavor in ravnovesij, checks and balances, ki je ena najsvetlejših gotovo pridobitev zahodne civilizacije, zdržal. Ne glede na poskuse, da bi se ga omejilo ali so odstranilo. Sedanji predsednik ZDA, Joe Biden, ki bo morda v zgodovini ostal zapisan z zelo velikim pozitivnim predznakom, rekel sem morda, je v dokajšnji meri revidiral odločitve Trumpove administracije. Vendar pa nič ne vemo in s tem smo zopet pri tej neprediktibilnosti, nepredvidljivosti našega časa, če ne bo Trump ali pa nekdo njegovega kova postal naslednji predsednik ZDA. Republikanec Trump je na zadnjih predsedniških volitvah vendar dobil ne dosti manj od 50% glasov. Zahodna civilizacija se v zadnjem obdobju sooča z notranjo krizo vrednot. Marsikje neredki na levi, na desni, populistično postavljajo pod vprašaj etablirane vrednote in doseže, kot so pravna država, vladavina prava, spoštovanje človekovih pravic. Pojav desnega in levega populizma, ki ponuja enostavne rešitve za zelo zapletene pojave in probleme, je na zahodu, tudi na zahodu, veliko. Primerov držav, kjer se to dogaja in kjer se tudi v EU že celo dogodilo, je kar veliko. V Izraelu v zadnjih tednih, lahko beremo, skuša izvršna oblast, Izrael je demokratična država s pomanjkljivostjo, sicer je, ampak kot rečeno, skuša izvršna oblast omejiti vpliv in pravice sodne oblasti. To so resne zadeve. O nekaterih odprtih vprašanjih, s katerimi se sooča danes zahodna civilizacija, in katerih izid je nadvse pomemben za Zahod in zahodno civilizacijo in za globalni svet, bi se lahko seveda pogovarjali še ure in ure, dneve in dneve. Mimogrede pa mislim tudi, da so za nedobro stanje duha tega časa deloma krivi tudi mediji, pa nenadzorovana socialna omrežja. Ne vemo, kaj je pred nami. Že omenjeni Mark Leonard meni, da živimo v obdobju, kot rečeno, ne miru, unpeace, in da zna to trajati kar dolgo. Zdaj pa tako. Zdaj pa govorim že 30 minut. Povedano je bilo zelo veliko podatkov, kondenzirano, marsikaj je bilo seveda poenostavljeno, čas je omejen, vojna v Ukrajini, Rusije, še marsičesa drugega, sploh še nismo zares se dotaknili. Mislim pa, da je bilo podanih kar izhodišč za vprašanja, ki pravilno sledijo vsaki naši predstavitvi, in zaenkrat se vam prav lepo zahvaljujem za vašo pozornost in se veselim vaših vprašanj. Ja, hvala lepa, veleposlanik Grbavšek. Seveda zahvaljujem se za to zanimivo analizo, ki je nedvomno odprla, posredovala vrsto iztočnic, vprašanj, razmislekov, odpiram razpravo in nedvomno bomo veseli vsakega vprašanja. Jaz imam eno vprašanje. Gospod je odlično povedal, res perfektno. Edini jaz vprašam, ker mi je ušlo. Za časa Trumpove vladavine se mi zdi, da nobene vojne ni bilo. Da on ni sprožil nobene, mislim, v tem času. To mi je pomembno, ne? A je bilo tako, no? Mislim, ne se zdi, da ni za časa. Ja, tako se piše in govori. Torej, mislim, pravilno je bilo tako, da ne, tako se ne bi vsak ameriški predsednik se je po drugi svetovni vojni šel, mislim, interveniral z ameriško vojsko nekje, zato da bi pokazal, kdo vlada, ne, mislim, da. Zdaj, če mi zdi, da res, da kar zadeva Trumpa tako direktno, tega ni bilo, ne, mislim, dobro, pustimo to. Dobro, odgovor je potem, da imate prav, je pa tudi nek izraz izolacionizma njegovega,
je pa naredil, sprožil notranjo vojno, bi rekel, znotraj ZDA, ne, mislim, kar je itak tipično za vse te populizme, ta iskanje polarizacije, ostre polarizacije, naši, vaši, ne. Da sem govoril. Ja, med drugim pa, Če bi bil Trump, pa bi bila vojna v Ukrajini. To je to. Jaz to vem, ampak ne smem povedati. Če smem, ja, bi se vrnil najprej k temeljnim postulatom, ki jih je predavatelj danes predstavil. Jaz sem v tem okviru pogrešal omembo besede razsvetljenstvo. Govoril bi Bojan o Renesansi in tem. na katerih zahodna civilizacija počiva. Omenil si absolutno pravilno renesanso, to se pravi vrnitev nazaj k nekaterim postulatom, ki so se razvili v času antike in njihovo prenovo. Omenil si pravilno reformacijo, katere neposredni nasledek je bil koncept verske tolerance med katolicizmom in protestantizmom, oblikovan v 17. stoletju in s tem tesno povezan razvoj mednarodnega prava. Po nekem nenavadnem naključju sta oba ta dva koncepta se razvila v Nizozemskem. Mislim pa, da je treba omeniti tudi temeljni postulat obdobja razsvetljenstva, to se pravi obe deklaraciji o človekovih pravicah, tako ameriško kot tudi francosko, na kateri se potem razvije veliki zahodni koncept človekovih pravic, ki se zaključi seveda z deklaracijo OZN in na katerem potem funkcionira današnje široko pravo človekovih pravic in seveda politična linija zagovarjanja človekovih pravic v globalnem svetu. Toliko bi, kasneje se bom vključil z konkretnimi razmišljanji. ja, Mea culpa, maja maxima culpa, naslednjim, bom videl, res je, gotovo je res, da pravim velika, to je bilo tako komplicirano, kot ste rekel, marsikaj še šel, ampak je to res, drži, seveda to drži, ampak en toto ne spreminja mojih tez. Mislim, to je del tega in to je samo potrjuje, to je, mislim, seveda, z nekim pozitivnim predznakom gledam, ne, na to, pardon. Videl sem več rok. Gospod Voljč. Ja, moja čestitke. Hvala. Sem pa razmišljal, da sem poslušal, kako bi ti to predavanje stavil, če bi naslov Jug nekoč, jug danes. Ker seveda jug se je verjetno še celo bolj spremenil kot prihod po teh desetletjih. Kaj danes jug je Tehnika, Sicilija, Indija, cela Afrika, verjetno bi se lahko števal pod Kitajsko. Kaj konstelacija sil na osi ne zahod, ampak jug, sever, meni, seveda pa veliko vprašanje vladavina prava, ali je stvar spuščana, s tem, da seveda vse te južne države zelo liberalno ali pa gore interpretirajo, kaj so vladavina prava, pravila transatlantskih organizacij po drugi svetovni vojni, in se na nekaj, kar se moti pa ta Grega in Deru, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ker v bistvu menijo vsa pravila od Vestfalije do včeraj. Ja. Mogoče malo razmišljam o tem, jaz potrebno za naslednje predavanje. Ja, pa razmišljam za vse. Ker zadeva jug, pomenil si pač tudi to, dobro poznaš to področje, ne pravim Mehiko, Brazilijo, etc. kot prvo. Zdaj, vseh teh definicij od prej, kar zadeva Zahod, je zelo veliko. Med ostalim, z antične Grke je bilo Zahod dobro, je bila Grčija. In vzhod je bila pa perfidna Perzija, ampak gremo naprej. Južna Amerika, Latinska Amerika, dobro, to je kulturno-civilizacijski podaljšek bil Evrope. Imeli smo tudi definicijo, ki je bilo rečeno, da je Zahod, so
je Evropa, pa tisti od ta področja izven Evropa, ki so jih naselili izseljenci iz Evrope. Dobro. Južna Amerika, Latinska Amerika je bila do padca Berlinskega zidu zahod, zato ker je bila pač na zahodni strani, ne, se to razume. Danes se to govori o nekem novem, pa tudi čist ne novem, neuvrščenih, ampak neprepričljivo, ni tako, ne. Je to tudi volatilno, ne. V končni fazi so se tako vidim, te države, ki si jih omenil, nekatere, Mehika, Brazilija, še vedno je to nekje močno zasidrano, blizu zahoda, v tem smislu, ne, so pa jug, kar zadeva razvoj, globalni jug. Ne vem, rač nisem niti omenil tega, kome sem pol noter dal sem te medije, sem rekel, ker to me res malo žul, ampak ja, kako bo to vplivalo ta umetna inteligenca? Ne vemo. Lahko da se bo, prosim, hipotetično, Kitajska hitro sesula, da se bo kaj zgodilo. Vsi smo upevali, govorimo o tej volatilnosti teh časov. Poglejte, pred letom pa pol ali kaj, ne, smo slavili gospo Merklovo, najbolj pomembno ženo, ja, bravo in tako naprej, ne. Prosim, ne, sploh ni bilo nič perfektno. Oziroma, marsikaj ni bilo perfektno. Pol smo govorili že od koncu tega, no, mislim, EU je propadla že ne vem kolikokrat. In jaz razumem, da to mediji morajo pisati, ampak to škodoželje, ki jih pri nekih levičarjih, desničarjih opazim, me malo preseneča, namreč zelo fajn je kritizirati, če imaš neko alternativo, ne, če veš, kaj lahko pride za tem. Fajn, to je zelo konstruktivno. Če pa brez tega, pa to ne gre. Govori se je, da je pristop do covida, kitajski pristop, da je odličen, dober, tudi ni bil. Tudi vidimo, da ni bil. Skratka, ta zahod, ta pluralizem, ki ga ima zahod, pluralizem, je vendarle vzdržljiv. Resilienca se danes temu reče, ali kako je. Umetna inteligenca, vse to. Kako obvladati vse to? Kdo bo zgolj to držal? Ne obvlada se. Danes ni še. Lahko pa, da bo prišlo do tega. Nekaj časa, ne, ob prvih teh krizah, prvih nastopih teh zelenih, vsebno v Evropi, no pa tudi v svetu, zahodu, etc., pa je že prišlo do prvih rezultatov, se je izgledalo tako. Zdaj spet pravijo, da ne. Ne govorim zdaj zato, da bi se nekako izvil, ampak skušam brati čim več in to kvalitetne publikacije. In doživljam, da imaš v kvalitetnih publikacijah en dan dober prispevek z eno tezo v neki smeri in potem v isti publikaciji objavljen članek z diametralno nasprotno tezo. Torej govorimo o kvalitetni, ne o rumenem tisku. Tisto pa itak. Ne vem, jaz bi rad slišal, kam gremo in vsi bi malo radi, se mi zdi, to slišali. S tem pa, kot rečeno, kot sem skušal to povedati, ne, ta zahod je že velikokrat propadel, ne. Zdaj, s tem, beseda Untergang, ne, je po nemško lahko, tudi je, ali je decline, ne, kot se je bilo prevedeno, da je to zaton, ali pa to konc, da je propad. Tudi ta film o koncu Tretjega rajha, Hitlerja je bil der Untergang, ne, ni bil, in se ga ni prevajali, in se ni ga prevajali z zatonom, ampak je z totalnim propadom, ne, se spomnite verjetno tega filma s tem fantastično vlogo Bruna Ganca, ne. In ja, mislim, to je tak špeh. Bereš zelo veliko, ogromno, polihistor, ogromno je vedel, ampak dobro, na koncu, ja, za tiste čase je bil revolucionaren, ker je povedal tisto, kar je pokazala Prva svetovna vojna. Skratka, ta bele epok je končana in tega ni več.
in da je to tudi minljivo, ampak minljivost lahko traja dolgo. Veste, naš SDMO je, vente, še kar živimo. Se upravičujem, jaz bi rad več konkretnih. Ampak ste Ja, odlično povedali, 100 najbogatejših ljudi je to, Zahod, svet in to je to. Ja, tukaj pa nisem čisto siguran. Poglejte, kakšne so te. Ja, mislim, pred par dnevi sem prišel iz Dubaja in iz Abu Dabija. In moram reči, da me je kar nekaj naučil. Mislim, ker čutiš, primeš globalizacijo tam. Ja, kar dosti ruščine tudi slišali procesno. Jaz bi vas prosil, da prvi je bil Saša Milič, potem je še kdo, da ne bom koga spustil. Veleposlanik Rant, profesor Bebler, upam, da bom tole zvozil. Saša Milič, prosim. Lahko vedno ali pa se predavanje malo pogovorila, da ne tukaj to aktualno pa na temo, ampak lahko razložim, predvsem so njegove biografije tam v Siriji pa v Iraku, tam so dobro vedeli. Kaj naredno za aktivnost, pa spasili. Ok, fajn. Edo Kopušar, malo glasneje. To je mogoče kot nekakšna anekdota, oziroma kaj se mi je zgodilo, ko sem bil mlad diplomat v poslanskih časih in sicer v Argentini, na začetku praktično. In smo tam razpravljali v kolektivu od nas, od zunanje ministrstva in kot bivšo državo Jugoslavije, dali na vzhodno Evropo. Mi smo bili malo žalostni, ali jezni, če ni to šlo, mi smo vaški pakt, mi smo to. Kaj narediti, mi smo nič naredili. In jaz sem pa naredil nekaj na svoj rok, ko smo bili na enem sprejemu, mi smo imeli to zgodbo argentinskim diplomatom, jaz, mogoče vi res ne spavate za vzhod, to se pač zmotili. Sem pa rekel, zakaj se pa ne zmotite, pa mislim na zahodu, pa tudi ste. Pa dajte se zmotiti, pa nas dajte na zahod. To se da. Bilo pol takrat na sceni. Mislim, mogoče ne pa nekaj instrukcije, da se to zdeli zelo resno, jaz sem pač to rešil problem na ta način. Mogoče bo doktor Fink povedal, zakaj se tako Argentinci naredili. Veleposlanik Rant. Hvala. Najprej hvala za obširen spekter vprašanj, ki se pojavljajo v tem naslovu. Jaz mislim, da tudi vsi ostali kaj se z svetom še dogaja. Ampak vprašanje, ker je bilo omenjeno, da je Zahod kot celota v dobri kondiciji. Dobri formi, sem rekel, ja. No, dobro, ja. Rebus hic stantibus. No, to me zanima, tudi rebus hic stantibus. Kateri so tisti elementi, ki kažejo na dobro kondicijo, če hkrati ugotavljamo, da se giblje z nepredvidljivim, da je Zahod sam v krizi, da se giblje v nepredvidljivem družbenem in ekonomskem okolju, da je vodilna država Zahoda sama pomagala razgraditi multilateralizem zoper interese ostalega Zahoda in da ta vodilna država, tako kot vse ostale, potrebuje ogromno kapitala, da bi lahko sfinansirala vse, kar se najavlja tudi v zvezi z poljem in državljanom zagotovila vsaj neko približno blaginjo. Zdaj ravno spremljamo razpravo o dvigu višine dolga v ZDA.
In mislim, da se soočamo z debato, ki je malce drugačna od tistih, ki so v tej razpravi bile prisotne v preteklem obdobju, kjer je veliko bolj na nož. Kar pomeni, da pridem tudi denarje, čeprav gre v svetu. Moje vprašanje je, kje je dobra pozicija? Zdaj, če se Marko, če se še zmeri tako strinjava, kot so se časi, da on odgovori, ampak sam 2 sekunde, jaz sem rekel, udaril rebus hic stantibus. Povedal sem par zadev. Še nikoli ni bil NATO tako kompakten. Ne vem, kako bo jutri. Danes. EU je kompaktna. Govorim v dobri formi. Vsi da je v dobri formi. Ja, lepo prosim, govorim v Zahodu kot celoti. A je jug v dobri formi? Je vzhod, je Kitajska tako blazno v dobri formi? Mislim, v tem kontekstu sem govoril, če pa začnemo na tej ravni, seveda, potem mic po mic, ampak smo že doživeli spet zaton, 2009, 2008, etc., uno, drugo, zdaj sem bil v Švici, tudi, ja, pa ni do tega, nek dan bo zaton in morda bomo sedela tudi čez 15 let, jaz bom isto spet govoril, ti pa tudi isto, le, ampak ko je, pardon, Marko je, ja, pardon, v tem kontekstu, ne. Simpel, ampak dober odgovor, meni se zdi. Ja, ja. Da pa je to morda kakšna zarota, pa morda res, ampak bi se strinjal, tudi to sem omenil, ja, ampak se to z nogami kažejo ljudje, kam grejo. Dobro, vedno se da, veste, kaj povedati. Pa če poznaš malo zgodovino, jaz se s tem malo ukvarjam, da se razumemo, veste, še iz vzhodnega dela Nemčije, iz zahodnega na vzhod, je v času obstoja zidu, oziroma še prej, no, vse skupaj, prišlo 600.000 ljudi, ampak je pa skoraj 3 milijone šlo iz vzhoda na zahod. Dobro, zdaj, če se zapičeš na teh 600.000, seveda je to tudi dokaz, da ni perfektno, ni črno-belo. Ja, ampak v končni fazi, sej, kam gremo in kako je, in s tem govorim v neki dobri formi. Mislim, da je, pa je bilo rečeno, da je dolar propadel, pa že ne vem kdaj, pa kolikrat. V redu, upam, da ne bo, ampak to je pluralizem. Mislim, da mi malo težko razumemo, mogoče kakšni anglosasi bolj to razumejo. Mislim, razumejo pluralizem, volatilnost in kako je živeti v kompliciranem svetu. Meni se zdi, da smo mi mentalno malo nevajeni živeti v kompliciranem svetu. Mi bi radi sigurnost in živimo v času, ko številne včerajšnje gotovosti saj navidezno ne držijo več. Ampak živeti treba tudi naprej. Pardon, no, nisem dosti odgovoril, ampak ja, kar, prosim. Ali so migracijski valovi, ki jih srečujemo danes, odraz dobre forme globalnega gospodarskega, zahodnega tipa gospodarskega sistema ali česa drugega? Česa drugega? Česa drugega? Ne, česa drugega? Ja, ne vem, sistem se namreč spreminja tudi zaradi tehnološkega primata, ki ga postopoma prevzema azijski svet in se dotika tudi kategorije denarja, kjer ta odmik teh držav, ki so globalno pomembne v svetovnem gospodarskem sistemu, kljub temu, da niso med najrazvitejšimi, še niso. Kažejo na to, da se ta odmik lahko zgodi in v tem primeru bo prišlo do nekega strukturnega premika, ki se bo lahko zgodil precej bolj hitro, kakor pa čez 10 let podajo več. Absolutno se strinjam, da lahko da. Mislim pa, da se oba strinjamo, da tudi lahko ne.
Tako da, ne vem pa, kakšen kontekst naj bi bilo to z temi migracijskimi tokovi, ne, iz juga pa. Zahod se teh migracijskih tokov brani z vsemi silami. Ja, Konec koncev gredo ljudje zaradi razmer, ki so tam, tja, ker jim je najbližje. In ker je kljub vsemu veliko boljše, kot pa pri njih doma. Ampak to ne pomeni, da to ne povzroča problemov tukaj, kamor prihaja. Connectivity, točno. Ena zadeva, ki je lahko pozitivna, ja, vse je povezano. Ne. Marko, ti si tudi hotel nekaj. Največji odstotek tuje delovne sile, 0,17, kot Severna Koreja, 0,37. Kitajska kot družba ni odprta za tujega podatnika, ki pride za tujo delovno silo, absolutno ne. In glede na demografijo, ki je zelo resna, tako v Evropi ali v Ameriki, to je resni problem, če se bo odprl. Zakaj ni pa gre, zakaj kdo pa hoče študirati oziroma delati na Kitajsko, ki je tako superiorna, kot je država in tako. Torej, nekaj mora biti narobe v smislu, ali je dejansko ta novi svet, jug, karkoli ga imenuje, ne zahod. Globalni jug, ja, karkoli. Rinemo mladi, the best and the brightest, in sebe. Tam pa še viri, želimo biti vodo, ki je gnil in propada. Ja, Divine. imamo vrstni red. Samo jaz bi ena drobna pripomba. Jaz sem ta podatek tudi prebral, ki ga je zdaj navedel Marko Voljč, vendar ta podatek po moje ne drži. Vemo iz mnogih drugih podatkov, koliko Vietnamcev dela, grejo v milijone na Kitajskem in tako naprej. Ampak to samo kot medklic, ker sem ta podatek me presenetil in po moje ni točen. Zdaj pa profesor Weber. Povej, prosim. Vsebina pojma zahod se spreminja v času. Spreminja. Od antike tudi danes ima pojem zahod več dimenzij. Kaj ima? Razumljivo, več dimenzij. Ozirom na to, katero dimenzijo vzame kulturno, civilizacijsko, gospodarsko ali geopolitično in tako dalje. Dejanska konfiguracija tistega, kar je zahod, se menja, oziroma se premika. In tudi se premika časovno. No, zdaj, katera je pa tendenca? Z demografskega zorka. Zahod v tem ožjem konvencije, vse se počutim, da nisi omenil Bajtnova zavezništvo demokraciji, kakšne razmerje med Bajtnom zavezništvom demokraciji in Zahodom. V tem zavezništvu so zanesljivo tudi temu zavezništvu povabljene države, ki so v marsikaterem prostoru ne sodi, ali šljivo, če sodi. Kaj pa je tendencija? Sedaj ta ožji Zahod pomeni recimo največ eno tretjino prebivalstva. Največ. Manj. In recimo 2/3 BDP. Manj. Kaj pa je tendenca? Tendencija je zmanjševanje deleža Zahoda v prebivalstvu sveta in ne tako izrazito, vendar je zmanjševanje deleža tudi v svetovnem BDP. Tudi v svetovnem BDP. Počasi, ja. Torej, v tem smislu lahko govorimo tudi o nazadovanju Zahoda. V obeh smislih. Tako demografskem kot ekonomskem, iz katerega bo sledila, nujno sledi, tudi zmanjševanje geopolitičnega pomena Zahoda.
geopolitično zmanjševanje hegemonije zahodnih držav, predvsem Združenih držav. To je tendenca. In ima neko zvezo tudi napovedjo o krizi Zahoda, oziroma o propadu Zahoda, pa nazadovanju Zahoda. To je tendenca. A to je teza, da je tendenca, dobro, tendenca, no ja, ne strinjam se čisto. Vzemimo in namreč, mislim, da en velik problem je ravno v te, jaz govorim, te volatilnosti, te minljivosti, hitro se vse skupaj spremenja. Vzemimo Turčijo. Turčija, ne, ki so je sicer bila ena izmed prvih članic, seveda potrebovali so jo, ne, ostali, kajti vse definicije so arbitrarne, da se razumemo. Nobena ni 100%, kakšna EU se je govorilo, ne, zahodno krščanstvo. Vse je bila Grčija, ne, ki je tudi pravoslavna, prišla v EU in tako dalje in tako naprej, ne. In zdaj Romunija in Bolgarija, kakorkoli. Turčija je izgledala en dober učenec, članica NATO, ne, se začela pogajanja za njeno članstvo v Evropski uniji. In leta 1963. Od takrat se je ogromno spremenilo. Ko so šla z Markotom leta 1968 v Turčijo, zadnjič gleda, je bilo 38 milijonov Turkov, danes je čez 80 milijonov. Pa se ni spremenilo samo to. Bila je dober učenec, z perspektivo, notranji trg se je še bolj razvil kot neka Rusija, ki je veliko večja, ima večje potencijale, etc. Dobro kazalo, prišel je Erdoganov čas. Danes, pred volitvami, ki bodo v nedeljo, ne, se govori zopet, kaj se bo zgodilo, če zmaga njegov oponent. Ne vemo, se pravim, ne vemo, ne pri Bolsonaru, ne vemo pri tem, to je ta čas. Rusija si je bila povabljena, je postala, ni bil G7, ni bil G7, bil G8, ne, bila je povabljena. Obstajal je svet NATO-Rusija, ne, Rusija ima sploh, mislim, posebno poglavje teh, kako zapadniki pa slavofili, ne, pa to je že stoletja, ne, tam ta problem. In je tudi izgledalo v tem smislu, da gre proti Zahodu, ne. In potem so se zadeve obrnile, ampak nič ni večno, bi rekel, nič ni večno, kar zadeva te tendence. In postavil sem pa vprašanje, ne, se pravim, Indije. Vem, je provokativno, ampak odkar vemo, ne, pač smo bili malce, smo v šolo tukaj hodili, smo si tako malo gledali, a tam bo vse propadlo, reveži, bogati, pa naprej bo nek socializem prišel, govorim, zelo pred mnogimi leti. Do tega ni prišlo, ampak je drugje propadlo, in tam so imeli socializem. Indija je, ne vemo, je vzpenjajoča, če gre človek Mangalore pa tako naprej. Mislim, ima nek srednji razred, 250-300 milijonov ljudi. To ni kar tako in to hitro raste in tudi tehnološko. Ne vemo, jaz pravim ne vem. Jaz se pravim in sem skušal, kakorkoli se da to tako postaviti. Ta tendenca, kaj se bo zgodilo, če postane neka nova Kitajska, Indija, hipotetično, ne vemo. A bomo rekli, to je zdaj Zahod? Ja, pa bo pa tendenčno naraslo število teh ljudi, ne na Zahodu, pa tudi gospodarstvo, ne, zdaj je 3,5 globalno. Indija pomeni, ne vemo. Pardon, ne znam več povedati, prosim, Danče. Ja. Prosim. Zdaj vrsti, To se vse, to je tako kot ta čas. samega sebe zdaj napisal za vprašanje, ampak moram reči, javil se je Mirko Cigler, že davno prej. On je gentleman, ne meni. Prosim, gospa. Sistemu BDP-je držav. Če se šteješ, ti vedno znamo ta del, ki si ga vpisal. Ja. In se sprašuje, zakaj pač postrahne to Kitajsko. Ja, če je nekdo hodil tja in ve, kaj se s tem
dogaja sam, zakaj pa noge ne gredo na Kitajsko, lahko pa sam imate kdo svojega mojega profesorja iz Kitajske, ki je prav imam samo 600 let stare podatke, ki prúskajo kitajsko migrante, fajne, primanjkuje vode in začenja za hrano in to in zakaj se pa v Evropi to spremljamo, pa vidimo, da imigracije le gredo pa te noge tam, ker je jezik, ki se lažje naučiš. Kdo pa zna, da je to njihovo pravo, to je tudi en element, je pa ljudje Vietnamov pa lahko pritrditi, imigracija dnevno. Ogromno. Mi pa še Kambodža, vse te Laos, vse te imigrirajo zelo na Kitajsko, nasila, ker Kitajsko. Samo tole ta bojazen pred Kitajsko, ne. Torej, jaz osebno toliko malo vse tole gledam. Dobro, gotovo so te aspiracije in tole. Slišali ste parkrat o Tajvanu, ko sem te našteval. Mislim, da je malo, tukaj vidimo določeno paralelo, Ukrajina, Rusija, Tajvan, Kitajska. Namreč, tako kot se nekateri, in vedno čim bolj bi želel, da se govori o Putinovi Rusiji. Tako se Putinovi Rusi so se zbali tega okcidentalizacije Ukrajine, da ne je preveč pluskano na drugo stran. Jaz mislim, da v Ljudski republiki Kitajski zelo srečni za Tajvanom niso. Tajvan je uspešen, Tajvan je demokratičen. Povejo marsikaj, kot med ostalim, da če si tam, da bi radi, da pravijo, fajn bi bilo, če bi ženo dobil iz Tajvana, ki so bolj manirli, pa bolj civilizirali od nas, čajna. Kar zadeva ta strah, Kitajska je tudi je imperialistična, ne? Potem pride seveda ta znameniti whataboutizem, ja, pa kakšen so pa bil Zahod v 19. stoletju, kakšen, ne, je bil agresiven imperial. Ja, je tako. Ampak Zahod je tudi postavil Nürnberški proces, kaj so človekove pravice, oziroma tudi Zahod naredil in tako naprej. In smo rekli, ok, se bomo vsi tega držali. So zapozneli, ne bi smeli, ne, tako gledano. So agresivni, so ekspanzivni, deloma pa mislim, da je tudi seveda Zahod išče integracijsko ideologijo. In mal strah pred Kitajsko integrira Zahod, ne, te vrste, ampak ja, tudi to je. Mirko, prosim. Torej, včeraj smo najprej odličen razmislek o tej temi, ki v resnici nima končnega odgovora. Včeraj smo slišali v Moskvi Putina, Rusija je v pravi vojni z ostalim svetom. Ta ostali svet je, kot ga razumemo, Zahod. Če gledamo zdaj iz globalne točke, potem se postavi vprašanje, kako daleč na vzhod je segal Zahod in kako daleč oziroma kako geopolitično meje Zahoda postavlja vojna, ki se tudi. Kako daleč, praviš, meje Zahoda postaja? Ja. Kako daleč na vzhod in zdaj segal Zahod. Kar sem, To si povedal. ja, no, spomnim se, ko sem prišel od prvi slovenski veleposlanik v Varšavo in sem imel zvezo, da bi bil namestnik veleposlanika, da bi bil profesionalc ameriški, ne, da se pogovarjala o NATO in je rekel, no ja, veste, tudi to je tudi moving the Eastern Front, ne, dober, ampak, ko smo pri tem, kako daleč. Tu je Rusija pa ne gre samo za to, v končni fazi gre za 140 milijonov prebivalcev, kar je ogromno, seveda, ampak kljub temu, ne, tudi ta primer med Zahodom in med Vzhodom, ne, kaj je. In če smem digresijo, prvič sem se naučil razlikovati
med kulturo in civilizacijo, hodil v gimnazijo v Grazu in naš profesor nemščine je bil zelo dober, vojak je bil tudi na vzhodni fronti, odprt človek. Enkrat vem, kaj je rohnel pa rekel, pravi, kaj pa mislijo taki cepci, ko pravijo, da Rusi nimajo kulture, zato je Avstrijc povedal, ker imajo šajsajzel za sred vzunaj. Pravi, ne pa ne tazga, kar mi. Kaj kulturo pa imajo, ne, in jo imajo, ne, pravim. In Rusija, kam greš Rusija, ne, se to so se mnogi sprašvali, ne, in že izgledali je drugače, se je izgledali drugače, se pravim, se je bila v G8, se je, ne, se je nekje odprla, totalno zaprla, na avtokracija, ne, in ja, tam lahko tudi vidiš, a bo spet tako, da bodo vse ta dobri in ta pametni odšli? Ja, hvala, Bojan, doktor Šumrada. Hvala za besedo. Zelo na kratko, glede na to, da ni tako prepozna. Omenil si v predavanju, da se seveda interesi kitajske Rusije v veliki meri pravzaprav ne pokrivajo, oziroma da so ti nasprotni. Gre za celotno Severno Azijo, kjer je Kitajska močno zainteresirana, tako gospodarsko, surovinsko in tako naprej. Mogoče v tem kontekstu treba vendarle omeniti še drug problem, prav razmerje med Indijo in Kitajsko, ki je tradicionalno pravzaprav ravno tako malo problematično. Mediji, japonski, South China Morning Post, recimo tudi, in indijski govorijo o oboroženem miru v Himalaji, kjer prihaja do build-upa vojaškega z obeh strani in do občasnih prask med obema velikima silama. Zaenkrat je to očitno pod nadzorom obeh vlad, ampak mislim, da je dobro, da se zavedamo tega velikega potencialnega virusa, ki je prisotno in ki je pravzaprav glede na zgodovinske nastavke tam že zelo dobro. Zelo dobro. Še profesor Fink se Ja, bojim se, da bom malo štrene zmešal, kot se reče. Ampak mi ni še jasno, kaj je Zahod. Oziroma, sprašujem se, če lahko govorimo o Zahodu brez vzhoda. Kajti, če govorimo o Zahodu, če govorimo o plusih, moramo vedeti, kaj je minus. O samih plusih ne moremo. Moramo istočasno vedeti, kaj je minus in obrneno. Sprašujem, tukaj potem po drugi strani govorimo veliko o BDP-ju. V redu, to je denar, je sveta vladar, vse vem. To je zelo važno. Ampak kaj pa kulturni vidiki? Kaj pa ideje? Kaj pa literatura? Recimo, pa nisem literat, sem pravnik. Imam občutek, da so mnoge kulturne, mnoge ideje, bom rekel, iz vzhoda prišle na Zahod in jih je potem Zahod lahko posvojil. Prav tako so pa tudi zahodne misli bile transplantirane, se pravi presajene na vzhod in so tam dobile svoje konotacije. Zdaj se pa vse to meša v tem globaliziranem svetu in nimam popolnoma jasno, kaj je vzhod in kaj je Zahod. Kajti Zahod je lahko Kitajska, Kitajska ne, ampak gotovo je Japonska. Zahod je lahko Severna Koreja. Ampak če smo rekli, to smo rekli, da je. Tako da je vse to nekam... Ja, anahronistično je, če gledamo tiste stare, mislim, nekdanje, ne, definicije. So kar anahronistične. Se nam je nekako blokiral mentalno v hladni vojni. Natančno tako. Od tam potem, ampak še pred hladno vojno, pa pred prvo svetovno vojno, je Rusija recimo kot važna
delno važna, kako se hočemo to jemati pa razumeti. Važna država v evropskih koalicijah, ne, Bismarckova pa tista. Ja, to se pravi, je bila vzhodna Rusija del srednje Evrope, morda celo zahodne. Vsaj vplivala je. Zahodna Rusija. Tako da, navaram je zdaj preveč mešati, kot sem rekel, teh zadev, ampak je to kar nekaj komplicirano v današnjem ponavnem globaliziranem svetu, kjer je vse mogoče. Imate prav, doktor Fink, malo ste jih pomešali, vmes sem že sam pomešal. Namreč, ker je ravno to je tako, ampak to je tudi malo problem, malo moje generacije, ki je blizu vaše, no, mislim, saj smo marsikdo, smo si podobno. Ja, tako smo gledali in tako smo mislili, to bo vedno tako, ne, tako bo vedno, ne, in potem do tega ni prišlo, ne, in zdaj, seveda, zadeve pa bolj niso linearne, da bi rekli, zdaj pa Zahod zmagal in žuk, vse bo tako, ne. Prihaja tudi do degresij. Govorim seveda, in tako, ko jaz govorim, je seveda, se vidi, ne bom rekel, kje je moja simpatija, ne vidim drugega, jaz mislim, da vzhoda ni, zdaj se govori o globalnem jugu, ne, to je ena stvar. Kaj je Kitajska? Kitajska je zase, nekaj zase. Avstralija, recimo. To je kar Zahod, to je Zahod, absolutno Zahod. Ja, vem, ampak je geografsko. Ja, to je to, a govorimo ekonomsko, geografsko, kulturno, idejno, filozofsko. Vse. Jaz mislim, da je seveda veliko dilem okoli zadeve. Ure pa 7. Ura je 7, ampak jaz sem se zapisal, da bom postavil vprašanje že davno nazaj, ampak ker je tako zanimivo, je treba to zmešnjavo pripeljati do popolnosti. Namreč cifre, ki jih je navedel naš današnji govorec, se da interpretirati na vrsto načinov. Jaz vidim, da svetovni, torej Economist, vse bolj uporablja GDP kalibriran na kupno moč. Ampak ni to dobro, prav je nominalno moraš gledati, če hočeš primerjati stvari. Tukaj imamo par ekonomistov, ki ti bodo to povedali. Tako je. Nimaš prav. Kalibriran na ceno Big Maca. Torej, po teh kriterijih so stvari obrnjene na glavo, je Kitajska po IMF-ovih podatkih 30.000 milijard, ZDA 24.000 in EU 24.000. Zdaj, to samo omenjam zaradi tega, ker je moč seveda drugače gledati na stvari. Pokazalo se, če gledamo v prihodnost, v sedanjih podatkih ima Indija največjo rast med velikimi, 9% je napovedana za to leto. Se pravi, generatorji rasti so države, ki imajo neverjeten ljudski kapital. To se vedno dogaja in ta vzpon teh držav z ljudskim kapitalom, to je najbolj izrazita Indija, ampak tu so Egipt, Indonezija, Nigerija, Brazilija, Turčija, da ne govorimo o Mehiki in še mnogih državah, ki so ali pa se neverjetno hitro in močno rastejo. Kaj bo se zgodilo v naslednjih morda desetletju, je težko reči. Zdaj seveda Zahod, bom rekel v navednicah, poskuša ustaviti Kitajsko. To smo videli, to doživljamo, z raznimi instrumenti poskuša to narediti. Vendar se zdi, da ekonomija ne bo temu sledila. Se zdi, lahko, morda, če. Ja, vemo. Ja, točno to, ne vemo. Jaz mislim, da je več ali manj veliko bilo povedanega danes tukaj. Zahvaljujem se
današnjemu govorcu, veleposlaniku Grabovšku, in predlagam en majhen aplavz za ta dogodek. Prav lepa hvala.